Leta 2006 je bilo stanje kluba dejansko porazno. Edini, ki še je bil tam, ko se še na nekaj spoznajo, je bil Iztok Jurišič, ki je imel, tako kot Bojan pravi, kar velik strah pred poštarji. Vsakrat, ko je poštar prišel, prinesel ali kakšno izvršbo ali zahtevek za neporavnane obveznosti, in takrat smo se seveda skupaj usedli in pregledali situacijo, ugotovili, da je bil v tistem času klub dolžen približno 3,2 milijona evra, in v tem času, v teh 5 letih oziroma 4,5 letih, smo seveda z trdim delom, z malo sreče, bom rekel, prišli do tega, da se danes lahko pohvalimo, da smo ta finančno luknjo, ki je bila 3,2 milijona evra, pokrili. Plačali smo davčni dolg, ki je znašal takrat iz let 1999 in 2000 skoraj 800 tisoč evrov. V 4 letih in pol smo odplačali več kot milijon evrov obveznosti iz najetih kreditov in še približno 200 tisoč evrov tožb vseh tistih, ki so takrat, bom rekel, tožili klub. Skupaj smo prihodke dvignili iz 2,4 milijona iz leta 2006 do 3 milijonov v letih 2008 pa 2009. Zmeraj bomo poslovali v okviru naših finančnih zmožnosti, kar seveda pomeni, da toliko, koliko denarja bomo pridobili, toliko tudi mislimo porabiti. Zato še enkrat poudarjam, menim, da bo bodoče poslovanje, če bo le takšno, kot je bilo do sedaj, zelo uspešno, mi pa se bomo seveda trudili, da ne bomo več porabili, kot enostavno bomo ustvarili. Bomo zelo veseli, če bomo lahko še kakšnega igralca drago prodali, pa kupili kakšnega talenta za manj denarja in s tem ojačali finančno moč kluba. Zelo veseli bomo seveda, če bomo čim dalje prišli v tej Evropi, da bomo imeli poln štadion, kajti tudi, bom rekel, gledalci za stopnino pridobimo nekaj denarja. Če pa seveda tega ne bo, pa ne bomo se zadolževali z ozirom na to, kar sem že prej povedal. Ne želimo biti zadolžen klub, pa graditi neke gradove v oblakih. Evo, to je, kar se mene tiče, za začetek vse.